Že tukaj Valentin, ura 15 do 9. Danes bom pa povedal nekaj več besed o živalih in o ljudeh in kaj je razlika med živalmi in ljudmi. Naprej, odkot izvirajo te informacije, ta spoznanja. V prejšnjih videoposnetkih sem že pojasnil, kaj je to meddimenzijski portal. Zato tisti, ki si ga še niste poslušali, vas vabim, da si ga najprej poslušate. Gre torej za prvič v zgodnji zgodovini stvarstva, da se je vzpostavila direktna komunikacija z živimi bitji, ki preko meddimenzijskega portala lahko direktno komunicirajo v človeškem jeziku in natančno razložijo, kaj se je dogajalo, kako ta bitja zaznavajo človeka, svoje življenjske izkušnje. Temeljna razlika med ljudmi in živalmi je to, da živalski svet je izšel neposredno iz fizičnega in zato živali popolnoma drugače dojemajo svoje fizično telo in ta svet kot ljudje. Živali so v popolnem zavedanju vseh najmanjših delčkov svojega fizičnega telesa, komunicirajo z svojimi deli telesa, točno vidijo, kateremu delu telesa nekaj manjka, določeno hranilo, da je določen del telesa poškodovan in potem tudi poskrbijo, da najdejo v svojem okolju točno določeno substanco, da potem oskrbijo svoje fizično telo z potrebnimi snovmi. In živali komunicirajo med sabo na popolnoma drugačen način kot ljudje. Ne uporabljajo misli in besed, ampak vsaka vrsta živali uporablja svojevrsten način komunikacije, ki pa je zelo fizična, neposredna. Živali tako recimo se sporazumevajo z uporabo telesnih gibov. Vsak najmanjši gib telesa za njih torej pomeni določeno stvar. Potem komunicirajo tudi z resonancami in živali tudi vidijo veliko večjo realnost kot ljudje. Vidijo v bistvu celotno realnost, zato ker imajo zmožnost meddimenzijskega vida. Vidijo torej energije, sisteme, spomine. Podobno kot bi imeli neke vrste rentgenski vid ali polni spektralni vid. Ljudje, človeška rasa, pa se od živali razlikuje v tem, da mi pa v osnovi smo izšli kot bitja iz energetskega obstoja, iz energij, ki so sekundarna manifestacija pojavnosti, ki se je razvila iz te snovi. In na osnovi energij se je tudi razvil umsko-zavestni sistem, sistem, ki nas drži v ločenosti od realnosti, od univerzalnega fizičnega sveta. Zato mi, ko se integriramo z fizičnim telesom, nismo zmožni popolne integracije z fizičnim telesom in komunikacije z njim,
ampak smo v glavnem ujeti v v ločenosti uma. In zato tudi ne upoštevamo, ne znamo razumeti živali, drugih živih bitij kot enakovredne. Nismo v stanju enosti, tako kot živali. Ne zavedamo se posledice svojih dejanj v tem stvarstvu in zato smo tako zelo uničujoča živa bitja. In mi lahko vidimo samo fizično realnost, samo določene slike, zunanjo podobo tega fizičnega sveta, nimamo tega meddimenzijskega vida, čeprav, ko se inkarniramo v mladih letih, v prvih mesecih, otroci imajo to zmožnost videnja. Ampak seveda takrat pa nimajo zmožnost komunikacije z starejšimi ljudmi, da bi jim to povedali, kaj vidijo. Potem pa se ta zmožnost meddimenzijskega videnja z leti porazgubi. In tudi nekateri ljudje, ko doživijo določene šoke, se jim potem ta vid odpre, vidijo recimo te energije, aure, čakre, bivše, no, nekaj od tega je bilo seveda odstranjeno, ampak vidijo te sisteme. Podobno kot če ste videli film Matrica, ko Neo potem vidi to matrico. Živali imajo zmožnost videti to matrico stvarstva, vse programe, medsebojne povezave, odnose, posledice dejanj, določen razvoj dogodkov, vidijo zgodovinski zapis, kaj se je dogajalo na določenem področju, tako da se potem lahko na osnovi tega precej drugače in bolj odgovorno lahko obnašajo, ker se zavedajo, da vsako njihovo dejanje bo imelo posledice na to stvarstvo. Človek pa seveda se obnaša neodgovorno, ker živi v ločenosti uma, ker imamo zelo omejeno zmožnost zaznavanja in videnja in se ne zavedamo posledic svojih dejanj. Zanima nas samo naš lastni svet, predvsem so nam dragi naši občutki, čustva, energije, ki nam jih proizvaja Ne ravnamo pa odgovorno niti do svojega fizičnega telesa, ker z njim sploh ne moremo komunicirati, ne vemo, kaj potrebuje, ne vemo, kakšne bolečine doživlja zaradi tega, ker umsko-zavestni sistem srka življenjsko silo iz fizičnega tkiva. In tudi ljudje poskušamo razumeti to stvarstvo na ta način, da ga opazujemo s svojimi fizičnimi očmi in ga potem seciramo, poskušamo razstaviti, da bi ugotovili, kako deluje, ampak obstoj je sestavljen iz veliko večjega spektralnega območja, iz veliko več dimenzij obstoja, kot smo ga mi zmožni dojeti. In tudi potem v določenih hollywoodskih filmih, ko se naslikajo živali kot bitja, ki so zmožna komunicirati z ljudmi, torej da znajo govoriti. En primer je recimo ta film Dr. Dolittle, ali pa nekateri tudi drugi filmi in določeni filmi pravljični, Walt Disney filmi, kjer se prikaže to zmožnost komunikacije z živalmi. Še vedno ljudje poskušamo interpretirati živali skozi svoje oči in jim potem tudi v teh filmih prisojamo človeško obnašanje, torej da imajo čustva, da čustveno reagirajo, da se razjezijo,
da zamerijo in tako naprej, ampak živali se tako ne obnašajo. Oni so vedno v stanju odgovornosti, razumejo stvari, seveda trpijo močne bolečine, ampak so zelo razumevajoča bitja, ohranjajo ravnovesje, enakovrednost v tem stvarstvu in nikakor ne bomo mogli živali dojeti, če bomo poskušali definirati njihov obstoj skozi naš lasten Zato vsem predlagam, vas vabim, da si poslušate meddimenzijske intervjuje z živalmi, ki jih je že več 100. Nahajajo se na spletni strani EQUAP. Povezavo do te spletne strani najdete v opisu tega videoposnetka, tako da si prosim pogledajte. In vabim vas tudi, da si pogledate vse moje videoposnetke, ker tudi že nekaj govorim o živalih, kaj je to meddimenzijski portal, kako je prišlo do tega, zgodovino stvarstva. Imamo še ogromno drugih videoposnetkov o tem, ki razlagajo številne aspekte življenja, tako da bomo ljudje končno razumeli, kako ta stvarstvo deluje, kako druga živa bitja delujejo in da se bomo lahko začeli obnašati bolj odgovorno. Hvala za pozornost in nasvidenje.